Zvertov svetega Frančiška. Že pred več kot 20 leti so nekateri gospodje pisali o parlamentarnem jeziku. Ampak to je bila potrata zlatega časa. No, kar je imela moja črkarska vednost in nevednost povedati, je bilo bob obsteno. Zakaj Slovenci ginemo? Dokler se bo naša slovenščina samo po nekaterih kmetiških narečjih govorila in se v šoli po nepopolni pisavi kvarila, tako dolgo se ne smemo čuditi, če se umika pred gospodskima jezikoma, ki se vanjo zaganjata od severa in od zapada. Bo takole v redu? Izvrstno. Samo razmak napravim. Ja, popravim tole. Kaj mi je bilo storiti po vsem tem? Mislil sem namreč vendarle, da imam nekaj dolžnosti do svojega maternega jezika, ker sem prejel, kakor se je sem ter tja sodilo, nič koliko talenta od Boga v tem oziru. Zasadilo se je cvetje. Menda prvi slovenski mesečnik s platnicami. In ne vem, odkot mi je prišla misel. Na platnice bom dal, kar bom napisal. Krasno, dobra ideja. Kdor si naroči cvetje, dobi zraven platnice zastonj. Kdor hoče, naj jih ohrani, komu niso všeč, naj jih zavrže. Tako je. Med 3000 naročniki boš časoma nemogoče komu kaj dopovedati. Upam, da. Poglejva sedaj. Ja, samo na glas manjka. Na glas, še na glas, seveda. Še to popravijo, pa bo. No, tako. Pa bo. Pater Niko me je naprosil, če bi hotel biti urednik Škrabčevih platnic, to se pravi jezikoslovnih razprav, ki so izhajale na platnicah Cvetja. No, Škrabec je s tem časopisom postavil sebi in slovenskemu jeziku imeniten spomenik. Zanimivo je, da je bil pritegnen tudi k pripravam, da bi se Cvetje začelo izdajati in je imel popoln program, da mora biti to časopis, ki ne bo posnemal samo nekega tirolskega, ki se je imenoval Zvonček, temveč da bo prinašal izvirna besedila, jezikovno primerna